Že leta 2019, to se pravi še v času, preden je šel cel svet na splet in se je še dodatno povečala priljubljenost online programov. Torej že 2019 torej sem zapisala, da več, ko bo na trgu online programov, bolj bo pomembna kvaliteta in ne več samo vsebina. To se pravi, ne več samo kdo to znanje podaja, kaj pove, ampak predvsem tudi to, na kakšen način to pove oziroma na kakšen način to dostavi. Zdaj pa izziv online programov in zdaj tukaj imam v mislih tako spletne tečaje za samostojno učenje, kot tudi tiste e-coaching programe, kjer je mentor oziroma coach deloma prisoten zraven, kot tudi konec koncev Zoom e-delavnice, ki so lahko del vseh teh programov in pa članske programe. Skratka, izziv teh online programov je torej predvsem v tem, da jih delajo večinoma ljudje, ki imajo sicer res da srčno željo predajati znanje in pomagati ljudem, niso se pa nikoli sami v resnici šolali oziroma izobraževali, kako se ta prenos znanja, še zlasti prenos znanja preko zaslona oziroma nadaljavo dejansko dela. Tako da je večinoma teh programov še vedno narejena, tako rečeno, s tem rečem, po feelingu, po občutku, skratka nekako tako, kot vsak smatra zase oziroma kot nekako vsak izvajalec smatra, da je najboljše. Vendar pa, več ko je tovrstnih programov na trgu, večja kot je izbira in več možnosti, kot imajo naši udeleženci, to se pravi naše potencialne stranke, več ko imajo teh možnosti za izbrati, pri kom se bojo učili, bolj so, bom rekla, pozorni na tudi to, da izberejo. Skratka, tukaj vidim priložnost, da bojo stranke raje začele izbirati programe, ne toliko več samo na podlagi vsebine, kot bolj na podlagi tega, kje dosežejo tudi nadaljavo na čim lažji, na čim bolj lahkoten način, s čim manj, tako rečeno, ne vem, nekega tehničnega mučenja, skratka nadaljavo nekje, kako lahko dosežejo, pri kom lahko dosežejo, v katerih programih lahko dosežejo lažje, na lažji način in pa bolj trajnostne rezultate. Tako da v temle e-predavanju se bom na kratko dotaknila treh stvari, ki sem jih nekako izločila, da so najbolj take pomembne, ki nekako najbolj zagotavljajo to kvaliteto online programov. In to so sicer zasnova, to se pravi, kako vodimo naše udeležence k rezultatu. Druga stvar, izvedba, torej kako v bistvu pripravimo te online programe, kako vizualiziramo vsebine, kakšne aktivnosti pripravimo, na kakšen način jih oblikujemo. In pa tretja stvar, spletna izkušnja za udeleženca. Zdaj v bistvu tukaj govorim o spletni učni ali pa recimo lahko tudi rečemo uporabniški izkušnji, to se pravi, kakšna je ta izkušnja za našega udeleženca v naših spletnih programih in naših spletnih učilnicah. Preden pa začnemo, pa seveda najprej se predstavim, sem Maruša, Marija Maruša Jovanovič iz edogodek.si. Edopodjetnike, skratka podjetnike, ki prodajajo svoj know-how, skratka, ki podajajo svoje znanje na trgu. Torej edopodjetnikom pomagam oblikovati, bom rekla, spletne online programe, skratka spletne učne programe, spletne izobraževalne programe v vseh oblikah in različicah in pa seveda pomagam vzpostavljati online edobiznis, kar pomeni vse tiste zadeve, ki pašejo zraven, torej ne samo kreiranje online programov, ampak tudi promoviranje online programov, lansiranje online programov s pomočjo spletnih orodij, pa moderiranje oziroma menedžiranje online programov in platform. Skratka, na tem mestu mogoče najprej eno povabilo, če se še nikoli nisi učil z mano oziroma če te zanima ta svet spletnih izobraževanj, torej od kreiranja do promoviranja vseh drugih zadev, skratka, bodisi kreiranje ali pa celoten online edubiznis, torej edukacijski online biznis. Vabljam, da pokukaš na spletno stran edogodek.si, rubrika brezplačno, torej edogodek.si, pošiljnica brezplačno. Tam najdeš vsebino, ki predstavlja en tak začetni poligon za raziskovanje tega sveta, to se pravi, bodisi te zadeve glede kreiranja ali pa bom rekla nekako bolj celosten online edubiznis, torej tudi promoviranje, lansiranje, menedžiranje online programov in vse te zadeve. Skratka, vse, kar moraš vedeti oziroma celo nekaj napotkov oziroma vsebin tudi za konkreten in praktičen začetek v svetu online edubiznisa. Zdaj za bolj celostno implementacijo, seveda pa za pomoč pri vseh teh procesih sem pa na voljo v okviru cenovno in časovno zelo dostopnega članskega programa Spletni hub za edopodjetnike ali pa v okviru nekega kakršnega koli oziroma različnih oblik individualnega mentorstva ali celo naredimo zate storitev. Ok, zdaj pa akcija. Štartamo iz zasnovo oziroma
kako vodimo naše udeležence k rezultatom. Zdaj, najprej mogoče ena definicija, kaj imamo v mislih z rezultati. Rezultat je torej neka sprememba oziroma neka transformacija, ne, zdaj govorimo odvisno pač, koliko je to poglobljen program, lahko so to neke tehnične veščine, ki jih nekdo osvoji na koncu, lahko so to neke transformacije, neke osebnostne transformacije, lahko so pa pač to samo neke male spremembe v vedenju, v načinu življenja in tako naprej. Skratka, pri naših online programih se moramo nekaj zavedati, ne, da zakaj ljudje kupujejo spletno izobraževanje oziroma zakaj ljudje sploh hodijo odrasli, tukaj imam seveda v mislih predvsem odrasle, zakaj odrasli grejo na neko izobraževanje ali kupijo spletni tečaj oziroma nek online program. Zato, ker bi radi dosegli neko spremembo oziroma nek rezultat. Torej, ko govorimo mi o neformalnem izobraževanju, in sem spadajo v bistvu vsa izobraževanja za recimo osebno življenje, to so lahko neke, bom rekla, programi osebnostne rasti oziroma neki programi nekih življenjskih veščin, ne, recimo komunikacija v partnerstvu ali pa starševstvo in tako naprej, skratka taki programi, in na drugi strani imamo programe za recimo poslovno rast in razvoj, kjer pa govorimo recimo o nekih, bom rekla, bolj poslovnih veščinah, to se pravi, kako kreirati mogoče neke zadeve, kako biznis vzpostaviti, kako recimo tudi vpliv na mindset, povezave z biznisom in tako naprej. Skratka, ko se ljudje odločajo, da grejo na tako izobraževanje, je poanta v tem, da želijo nekaj doseči, nekaj spremeniti v svojem dosedanjem življenju. Torej želijo narediti neko spremembo. In sprememba se lahko zgodi zgolj na podlagi akcije. Skratka, če samo mi nekomu dajemo informacije, če ima nekdo polno glavo informacij, človek lahko vse ve, ampak dokler tega ne implementira praktično in aplikativno v svoje življenje, ni naredil nič, ne. In zdaj tukaj pride v igro oziroma v to vprašanje kvalitete online programov, torej pridejo naši online programi v poštev v tem smislu, da bolj ko so naši programi aplikativni, transformativni, bolj ko zagotovijo to, da ljudje s njihovo pomočjo dejansko dosežejo neke rezultate, da pridejo do teh sprememb, boljši so ti naši programi v očeh naših udeležencev. Namreč, kje je zdaj hakeljc večine online programov, je pa v tem, da jih večina izvajalcev dela na podoben način, kot smo se tudi bili mi sami učeni oziroma naučeni, ne. Zdaj ali v šolskem sistemu ali kasneje, v šolskem sistemu, zdaj bodisi v osnovni šoli, srednji šoli ali kasneje na faksu. Skratka, v večini primerov, kako smo se učili, prišli smo v šolo, ali pa na faks, na predavanje, so nam odpredavali veliko količino informacij, snovi in tako naprej, in potem smo šli mi domov, smo se naučili, napiflali po domače rečeno in reproducirali to znanje. Skratka, če si lahko upam trditi, vsaj 60-70% našega formalnega izobraževanja je potekalo na ta način, da smo mi skonzumirali informacije in jih potem reproducirali v šoli na testih in tako naprej, ne. Zdaj, v praktičnem življenju pa to seveda pomeni, da v bistvu smo mogli znati potem mi sami, bom rekla, te stvari potem implementirati, prenesti na vsakdanje življenje. Tukaj v online programih pa se pravzaprav temu lahko izognemo na ta način, če naredimo dobro zasnovo programa. Torej, naš prvi korak, ko delamo online programe, naj bi bil to, da mi točno vemo, kam našega udeleženca peljemo, kaj bo ta udeleženec na koncu znal narediti in da znamo zasnovati eno tako zasnovo, eno tako strukturo učne poti, ki bo vodila torej te naše udeležence do tega, da znajo stvari implementirati v prakso. Pa naj tukaj mogoče čisto za eno zanimivost dodam. Enkrat sem zasledila podatek, da zakaj je dostikrat zelo majhna stopnja dokončanih online programov, ne. To je še vedno, bom rekla, en večjih problemov v spletnem izobraževanju, da ljudje kupijo tečaj, potem pa pravzaprav nič ne delajo. Zakaj? Zato, ker večina, marsikdo že samo s tem, ko je kupil tečaj ali pa pač nek online program, dobi tisti občutek, da je naredil neko spremembo, ne. In v bistvu ne gre od tam naprej, sploh ne gre dejansko delati, ampak se zanaša že na to, da je na tisti občutek, ne, da je zdaj pa naredil en korak naprej, no. O tem bomo več sicer potem še pri spletni izkušnji, ampak tisto, kar pa želim tukaj predvsem poudariti, no, da
res se poudarite oziroma res dajte velik poudarek za kvaliteten online program, je potrebna prvi korak, potrebna dobra zasnova učne poti, to se pravi dobra zasnova tega online programa. In tukaj, če grem malo mogoče na teorijo in znanost in tako naprej, obstaja kar nekaj modelov, zdaj temu mi v e-learning industriji rečemo instructional design oziroma didaktično oblikovanje online programov. In jaz verjamem, da tega izraza marsikdo, ko se loti gledati online programe, pravzaprav še nikoli niti slišal, ni kaj šele, da bi vedel, zakaj točno gre. Skratka, dobri online programi, vse te stvari, o katerih bomo še govorili v nadaljevanju tega predavanja, izhajajo iz dobre učne zasnove oziroma iz dobre zasnove tega online programa. Druga stvar, ki lahko zelo pripomore k dobri kvaliteti online programov, je izvedba. Zdaj, ko govorim, tukaj imam v mislih, ko govorim o spletnih tečajih, ki so posneti oziroma o vsebinah, ki so posnete, govorim predvsem o tem, kako mi pripravimo ta gradiva, kako mi pripravimo te naše, recimo večinoma so to zdaj video lekcije, lahko so to tudi neki delovni zvezki, skratka vse materiale, ki gradijo to učno izkušnjo. Zdaj, če smo na Zoom delavnicah, so to pomeni potem tudi spet vizualizacija, kako pripravimo mogoče neke materiale, kako prikažemo zadeve, ne, skratka, ni to zdaj zmeri, nekateri tukaj pomislijo predvsem na tisti klasičen način, tam naredimo ene slajde, ene PowerPoint prosojnice oziroma Canva prezentacije, pa je to, ne, skratka ne. Tukaj, ko govorimo o izvedbi, se moramo mi zavedati, da delamo z vizualnim medijem, torej spletni tečaji so vizualni mediji in v bistvu njihova razlika med tem, recimo, da bi mi bi lahko vse to, kar pač predavamo v nekih spletnih tečajih oziroma vse te informacije, ki jih podajamo in vse te aktivnosti, ki jih oblikujemo, bi konec koncev lahko zapisali v eno knjigo, v en priročnik in dali udeležencu. Kje je dodana vrednost spletnega tečaja, je pa ravno v tem, da je to vizualni medij, kar pomeni, da mi lahko vse te zadeve, o katerih pogovorimo, ki jih pripravljamo, vse te aktivnosti, ki jih oblikujemo, podpremo z neko vizualno zadevo. Tukaj zdaj seveda pač ne bom se spuščala v podrobnosti, ne, zdaj mogoče samo toliko za oris, mogoče za tiste, ki šele vstopate v ta svet online programov. Tukaj lahko govorimo o različnih načinih vizualizacije, od tega, da se pojavimo gor z govorečo glavo, torej to, da smo gor na ekranu mi z našim glasom in stasom oziroma z našim obrazom. To je predvsem pomembno pri raznih coaching programih, pri raznih motivacijskih programih. Seveda je zelo pomembno tudi posod, kjer demonstriramo karkoli s telesom, recimo kakršnekoli komunikacijske veščine, gibalne veščine in tako naprej. To so lahko klasični slajdi, to se pravi to, kar poznamo recimo pod PowerPoint ali pa kot Keynote oziroma kot Canva prezentacije. S tem, da tudi tukaj se moramo zelo potruditi. Tukaj ne gre za to, da mi naredimo neke zapiske gor na ekran za nas ali pa za to, da se jih udeleženci poskrinšotajo, ne, ampak gre za to, da mi naše sporočilo čim bolje podpremo iz sliko. To se pravi, da čim bolje podpremo vizualno in danes recimo s Canvo, ki ima res goro teh materialov, vizualnih materialov, od fotografij do raznih grafik in vsega tega, celo video posnetkov že vnaprej pripravljenih, je to blazno enostavno. Pri vizualizaciji tudi pomeni to, da znamo, da posnamemo mogoče neke določene zadeve, kar demonstriramo. Če nekaj demonstriramo, če nekaj prikažemo, oziroma če se nekaj da prikazati, posnamemo. Zdaj bodisi na ekranu, bodisi v prostoru. Skratka, vse to spada pod vizualizacijo in vse to je tisto, kar v bistvu naredi tudi konec koncev to spletno učno izkušnjo za našega udeleženca boljšo. Bolj se ljudje zapomnejo, bolj se znajo predstavljati, ne. Skratka, o vseh stvarih, ki jih lahko pokažemo, jih pokažemo na kvaliteten način, ne. Zato sem tukaj jaz tudi pristaš, da v bistvu ne snemamo spletnih tečajev preko Zooma, ker je vedno kvaliteta posnetka slabša, kot če se mi postavimo v kakršnokoli aplikacijo za snemanje video vsebin ali pa snemanje zaslona. Skratka, tudi to šteje, bom rekla, pod to kvaliteto, da imamo kvalitetne posnetke, da so kvalitetne vsebine in da v bistvu znamo izbrati ustrezen format prezentiranja glede na ustrezen tip vsebine.
To se pravi, to je na eni strani torej ta vizualizacija, kadar želimo podpreti ta prenos informacij. To se pravi, če po čisto domač povem, ne, v vsakem spletnem tečaju oziroma v vsakem spletnem izobraževanju imamo en določen del vsebine, kjer nekaj odpredavamo, kjer nekaj povemo, torej neka teorija, neke informacije. In to je večinoma tukaj, kjer je treba podpreti pač vizualno. Na drugi strani imamo pa aktivnosti. To se pravi, če čisto po domač pogledamo, imamo info dele, torej teoretične dele oziroma informativne dele in pa aktivne dele oziroma aktivnosti. Skratka, vsak program, če mi želimo torej, da našega udeleženca dejansko peljemo do rezultatov, o čemer smo govorili pri zasnovi v prejšnji točki, torej moramo podpreti z aktivnostmi. In zdaj aktivnost spet, tukaj ni aktivnost samo to, da mi rečemo, aha, lejte, takole pa takole se to naredi in to je to. Ne, to je še zmeraj demonstracija. Če mi demonstracijo naredimo sami in samo prikažemo, kako se nekaj naredi, to še ni aktivnost. Aktivnost pomeni, da mi oblikujemo neko praktično vajo, kaj in kako bojo zdaj udeleženci to naredili sami pri sebi v svojem okolju. Zdaj je to na računalniku ali stran od računalnika, ne pozabiti spletna izobraževanja. Ne pomeni samo, da se zdaj vse na računalniku dogaja. Na računalniku se dogaja tisti del, kjer podamo informacije, pa kjer damo navodila, odvija se pa, ne vem, če vadimo nekaj v zvezi s partnerskim odnosom, ne moramo na računalniku vaditi, oziroma lahko bi, lahko simuliramo neko zadevo, ampak pošljemo človeka v neko, bom rekla, praktično aktivnost, da gre nekaj narediti. Skratka, stvari se odvijajo, ko ljudje prakticirajo, se lahko odvijajo, oziroma se v nekaterih zadevah morajo odvijati, torej stran od računalnika, in naša naloga kot spletnih edukatorjev je torej to, da znamo te aktivnosti tudi čim bolje oblikovati. Zdaj, to je lahko, bom rekla, po principu mentorstva, v smislu, da že oblikujemo neke aktivnosti, na katerih bojo oni zares delali. Lahko je pa to po principu treninga, to se pravi trening, torej vaja, praksa, kar pomeni, da v bistvu naredijo nekaj samo za vajo, da nekaj vadijo. Skratka, to, bom rekla, je eden ključnih faktorjev, kjer vidim priložnost v bistvu, da se res potrudimo, zato tudi traja toliko časa, da vse te programe pripravimo, ker to ni samo to, da natipkamo vsebino, ampak gre predvsem za to, kako jo bomo vizualizirali, kako bomo pripravili, kako bomo oblikovali te aktivnosti in kako bomo to vse skupaj preko zaslona podali in predali našim udeležencem. In pa še tretja zadeva, to pa je spletna učna izkušnja, oziroma če sem še bolj natančna, bi tukaj lahko govorili o spletni uporabniški izkušnji. Kaj zato čisto simpel po domač povedano pomeni, je to, da naši udeleženci prihajajo v stik z našo vsebino na spletu. To se pravi, to je tako, kot če si vi predstavljate, da greste vi na neko spletno stran, takrat ste v neki uporabniški izkušnji s to spletno stranjo. In zdaj tukaj je potem vprašanje, koliko je ta spletna stran enostavna za uporabo, koliko je logično, bom rekla, koliko je logična razporeditev vsebin na tisti spletni strani, do tega, kako je čitljiva tista spletna stran, v smislu, kakšne fonte, kakšno pisavo ima, kakšne barve ima. Skratka, vse to na podoben način gradi tudi spletno uporabniško izkušnjo za našega udeleženca. Torej, na kakšen način bo on dostopal do naše vsebine, do komunikacije z nami, na kakšen način je ta vsebina razporejena ali pa, bom rekla, nekako tehnično postavljena v spletni učilnici in podobno. Že samo to, zdaj sem omenila spletno učilnico, že samo to, ali obstaja neka spletna učilnica, ali so te vsebine dostavljene, ne vem, prek Facebook skupine, kjer sem, ne vem, mogoče lovi po sami Facebook skupini, ali je to, bom rekla, v neki profesionalni spletni učilnici, tudi spletne učilnice same med sabo se razlikujejo, ali je pa to konec koncev program, ki ga dobiva, ne vem, mogoče preko maila, pa po enem tednu mogoče že sploh ne ve več, kje ima vsebino in kje jo najde in kaj je že pregledal, pa kaj še ni pregledal. Skratka, to so tiste drobne malenkosti, ki gradijo to uporabniško izkušnjo. In ta je zelo ključna, zato ker v bistvu bolj, ko je ta spletna uporabniška izkušnja enostavna, torej bolj, ko smo mi, jaz temu rečem tehnično enostavna oziroma tehnostavna, bolj, ko smo mi dali velik poudarek na temu, da je tehnično lahkotna za udeleženca, to se pravi, bolj, ko odnesemo vse tiste, udeležencu odnesemo vse tiste tehnične zagate, bolj, ko naredimo to zadevo lahkotno, lažje se bo on posvetil vsebini, predelovanju vsebine in pa upravljanju aktivnosti.
Če pa mi zadevo zakompliciramo, ne, nam se najbrž dostikrat ne zdi zakomplicirana stvar. Pa vam bom kar dala en konkreten primer. Ena recimo od stvari, ki prinese veliko te dobri uporabniški izkušnji, spletni učni izkušnji, je to, da so video lekcije kratke. Zdaj, zakaj pa kako, ne bom šla zdaj točno v detajle tukaj, ker je to praktično že še dodatna vsebina, še dodatna razlaga in bo tale predavanje daljše, ampak gre za to predvsem, da udeleženci lažje, bom rekla, predelajo prvič iz motivacijskega vidika neke krajše lekcije, pa lažje jih zaznačijo v sistemu in tako naprej, no. Ampak zdaj, če tukaj pogledamo, ne, to, ko sem enkrat razlagala eni stranki, sem rekla, glej, takole lekcije se takole naredi, pa prav, ja, se imaš res prav, ne, prav zadnjič sem kupila en program in v tistem programu so video lekcije, oziroma to sploh niso več video lekcije, ampak so pravzaprav pol predavanja, so bila predavanja dolga po 1 uro. In jaz, seveda, ne, to je razlagala stranka, nisem imela časa, da 1 uro tisti posnetek gledam, sem ga pogledala do polovice in naslednjič, ko sem se vrnila v spletno učilnico, nisem vedela, je sicer stranka videla, pač do kje je prišla, ne, to se pravi, katero video lekcijo je nazadnje pregledala, to pač seveda te spletne učilnice naredijo, ne, oziroma omogočijo, ni pa vedela, ker pač spletna učilnica sama po sebi ne omogoča tega, da bi program se ustavil tam, kjer se ona ustavlja. Pač boljše spletne učilnice, profesionalne spletne učilnice omogočajo tudi to, da si v bistvu platforma zapomni celo, koliko je neka oseba pogledala nekega videa, ne, tako da tudi, če gre za daljše, je še zmeraj dobra uporabniška izkušnja, ne. Skratka, to so ene take, bom rekla, drobne malenkosti, ne, in kaj pol pomeni, ne, taka stranka oziroma tak udeleženec se mora ponovno prebiti čez vso vsebino, prevrtavati, pogledati, kje je vstal, ugotavljati, da sem to že pogledal ali nisem to pogledal, ali pa se celo v nek zvezek beležiti, do kje je predelal vsebino in tako naprej in tako naprej. Skratka, to so stvari, ki gradijo, bom rekla, to dobro ali slabšo učno izkušnjo, ne. To so, bom rekla, kako naj rečem, neke drobne malenkosti. To je včasih lahko samo to, da ne vem, PDF omogočimo, da si ga lahko najprej ogledajo, preden ga tam zdownloadajo. Ali pa to, da znamo v spletni učilnici ne samo, da noter naštancamo vsebine, to se pravi, da samo naložimo naše video vsebine, ampak da celotno spletno učno izkušnjo v učilnici zasnujemo na ta način, da je povabilna. To se pravi, da tudi komuniciramo, tudi ko damo, ne vem, novo lekcijo, mogoče v novi lekciji na začetku najprej napišemo neko kratko povabilo, zakaj bi si ogledali ta video, oziroma in tako naprej, no. Skratka, pač to izhaja seveda iz celostne učne izkušnje, od tega, kaj že povemo v video lekcijah, pa kaj je tisto, kar pač dodamo še v spletno učilnico. Torej, to je vezano tako na vsebino, torej na to, kako bomo postavili, bom rekla, te učne lekcije, do tega, kako komuniciramo, to se pravi, do tega, kako mogoče s pomočjo nekih mailov, ki so lahko vsi avtomatizirani, skratka s nekimi sporočili, ki so v online programih lahko nastavljeni, da prihajajo avtomatsko, kako torej v teh sporočilih mogoče dodatno motiviramo in spodbujamo naše udeležence, do, bom rekla, suporta, torej do tega, na kakšen način smo mi na voljo za suport, če smo na voljo za suport, ne, ali so to v bistvu kakšna je ta komunikacija, ali so to neke spletne skupnosti znotraj spletne učilnice, ali smo na voljo mogoče preko nekih individualnih, nekih kontaktnih obrazcev ali karkoli. Skratka, vse to gradi tisto tehnostavnost ali pa tehnokompleksnost, ne. Skratka, bolj ko damo ta poudarek tudi na sami tej učni izkušnji oziroma na tej uporabniški izkušnji in na tem, kako je naša spletna učilnica oziroma naš spletni program zgrajen in na kakšen način podajamo te vsebine, bolj se približamo našim udeležencem, bolj jim je enostavno, torej bolj jim je to tehnostavno in se torej lahko lažje posvetijo vsebini in pa dejanskemu predelovanju vsebine in dejanskemu opravljanju aktivnosti. Okej, kaj zdaj to pomeni v praksi oziroma kako se tega lotiti v praksi, zato da res zagotovimo to, bom rekla, kvaliteto v online programih. Zdaj, tukaj sem jaz naredila en tak čist simpel proces 5 stopnic. Če se boste vpisali v katerega od mojih brezplačnih programov, boste dobili priročnik, v katerem so te stopnice opisane. Skratka, gre za 5 stopnic, torej so stopnice zato, ker se začnejo na črko S in ker se nadgrajujejo ena na drugi.
Prva stopnica je struktura, druga stopnica, torej to je ta zasnova, kako v bistvu naše udeležence peljemo, torej kako zasnujemo ta program, kako oblikujemo module in kako oblikujemo lekcije. Tukaj, in kaj v teh lekcijah povemo. Torej, tukaj ne gre samo za to, da mi tam naštancamo, pa rečemo, aha, tele pa tele lekcije bomo imeli, ampak tudi, kaj bo vsebinsko v teh lekcijah. Druga stopnica je storyboard. Storyboard je ena zadeva, ki je v e-learning programih zelo pomembna. To je podobno, kot ko greste delati, kot ko grejo ljudje delati video, recimo, ne vem, kakšen film ali pa karkoli, ali pa konec koncev, ko greste vi snemati kakršenkoli video, mogoče neke promocijske namene, si najprej naredite nek scenarij, kaj boste sploh povedali, razen, dobro, če je to Facebook Live, ki se tam javimo z neke lokacije po naključju, če pa gre recimo za majčkeno bolj marketinške zadeve, pa že majčkeno premislimo, kaj bomo v tem videu povedali, in to je v bistvu podobno tudi v e-learningu. Skratka, v storyboardu mi naredimo načrt, kaj bomo prikazali, na kakšen način bomo prikazali, razvijemo vsebino v smislu, kaj so tiste ključne točke, ki jih moramo povedati, katera navodila, kakšna navodila moramo dati pri upravljanju aktivnosti, in pa storyboard zajema tudi, bom rekel, tako rečen plan snemanja, kjer v bistvu predvidimo, kaj se mora posneti, v kakšni obliki se mora posneti, kaj vse se še mora pripraviti, kdo bo to pripravil in tako naprej, ali bomo to naredili sami, ali bomo outsourcali, da bo nekdo drug za nas naredil in podobno. Torej, prva stopnica struktura, druga storyboard, tretja so slikovni materiali. Torej, tukaj gre, jaz sem sicer dala slikovni materiali, gre pa predvsem za to, kako, na kakšen način moramo zdaj pripraviti v bistvu te naše materiale. Zdaj, bodisi so to lahko neki slajdi, torej te Canva prezentacije oziroma PowerPoint, ali pa mogoče neke materiale, ki jih moramo posneti. To se pravi, to je lahko najamemo tukaj profesionalnega snemalca, ki nam bo posnel neke določene zadeve, za katere sami vemo, da jih ne bomo mogli narediti dovolj kvalitetno ali pa dovolj enostavno. Skratka, slikovni materiali pomeni dejansko priprava nekih teh zadev, ki so še za posnet. Potem sledi četrta stopnica snemanje in pa zraven tudi urejanje. Zdaj, tukaj je mišljeno snemanje. Skratka, mi moramo vsaki stvari, tudi če je nek snemalec nam posnel nek posnetek nečesa, neke demonstracije, pa če mi nismo zraven nastopali, pa govorili, kar je v nekaterih primerih pomembno, da ločimo, ampak dobro, ne bomo šli tukaj v detajle. Skratka, je treba stvari posneti. Posneti je treba tudi vse v bistvu naša predavanja, posneti vsa naša navodila, posneti vse naše razlage, vse te zadeve in jih urediti, pri čemer govorim o urejanju, res bom rekla tiste osnovne zadeve. Skratka, po principih, kot jih jaz učim, je tega urejanja potem na koncu zelo malo, ker če smo mi prej opravili nalogo in res zadeve posneli in pripravili zelo dobro, bomo v fazi snemanja točno vedeli, kaj je treba narediti, na kakšen način je treba narediti. S pravimi triki bomo tudi vse govoreče glave in vse posnetke naredili zelo enostavno in brez, bom rekla, nekih dodatnih potrebnih velikih popravkov. Torej, to je bila četrta stopnica snemanje in urejanje, in pa peta stopnica je potem spletna izkušnja oziroma postavitev spletne učilnice. In v tem primeru pa potem se stvari enostavno sestavljajo. Če smo mi sledili temu procesu teh 5 S-jev, teh 5 stopnic, bo tudi spletna učna izkušnja v učilnici enostavno zelo, bom rekla, se bo enostavno izrisala in gre potem samo še za to, kako oblikujemo, bom rekla, kako te module, lekcije, vse te zadeve oblikujemo potem v spletni učilnici in kako, bom rekla, tudi potem nastavimo ves ta proces od vpisa oziroma v končni fazi že od nakupa spletnega tečaja ali pa nekega online programa do vpisa, do onboardinga, torej do tega vkrcavanja in priprave na online program, do same izvedbe v spletni učilnici. Zdaj, kot rečeno, nekaj osnov in teh prvih korakov zlasti v povezavi z to prvo točko, torej z zasnovo, strukturo online programov, dobiš v mojih brezplačnih programih, torej pokukaj na edogodek.si/brezplačno oziroma brezplačno. Drugače pa, kot sem rekla, pri implementaciji pomagam oziroma ti je na voljo za samostojno učenje članski program Spletni hub za edopodjetnike, v katerem torej delamo konkretno na tem, v katerem res dejansko peljem v eni od učilnic, v enem od spletnih tečajev znotraj spletnega huba, torej te peljem za roko, res step by step, korak za korakom,
od tega, kako narediti zasnovo, do naprej, kako storyboard, oziroma struktura, storyboard, slikovni materiali in vse te zadeve. Program je zastavljen torej na tak način, da dejansko istočasno že delaš lahko na svojem programu, kar pomeni, ne gre samo za to, da ti zdaj povem, kaj je treba vedeti, ampak da dejansko peljem v ta proces, tako kot tudi seveda učim. Na voljo sem pa seveda tudi individualno v mentorstvu 1 na 1, kjer se lahko majčkeno bolj posvetiva temu, da spletno učno izkušnjo in vse te zadeve še boljše oblikujeva, ker sem lahko zraven, bom rekla, te tudi usmerjam, vidim takoj, v katero smer greš, te lahko majčkeno usmerjam, dam dodatne ideje in tako naprej, Skratka, 20 let prakse v e-learningu mi vseeno da majčkeno bolj drugačen vpogled, kot pa ga imaš mogoče sam. Na voljo sem pa zlasti pri spletnih tečajih, sem pa na voljo tudi za naredimo zate, kar pomeni, da pravzaprav lahko vse procese, kjer lahko oddelamo zadeve namesto tebe oziroma kjer jih lahko pripravimo zate, sem seveda na voljo po principu, torej naredimo zate.